In niti ni treba neke tople vode izumljati. Ker pogledate si lahko par letnih poročil multinacionalk, pa kakšna prezentacija ta glavnih direktorjev, a ne teh, rečemo, tam močnih multinacionalk, in boste zelo hitro videli, rekel, v kjero smer, a ne zadeve grejo. Tako da, nole, se pravi, je bilo primerno en tak uvod, a ne, mislim pa, da potem bo pa še bistveno bolj, ne, na konkretnih primerih, ne, če še kakšno vprašanje, ali tvojo pola, kako baš? Lahko tudi zdaj vprašanje, jaz sem mislil, da mogoče še malo stari goste povabil, mogoče kakšno dodatno idejo na tole zelo zanimivo podajanje informacij. Jaz bi mogoče sam to rekel, ja, mogoče številke niso najbolj optimalne, ampak so za mene zelo optimistične. Ker imamo ogromno možnosti za izboljšave. Če smo tam na 33%, to pomeni, da lahko ogromno izboljšamo. Seveda smo mi za to odločiti. Jaz sem pozitiven, tako da pa mogoče gospod Peter, boste vi imate kakšno idejo zdaj? Prvokrat sem slišal enega, ki je pravilno povedal. Če imate en izum, 3 leta je še premalo. Ga morate razviti, ga morate perfektno razviti in to košta enorm denarja. Drugič, je tudi rekel, premalo se v Sloveniji zelo premalo delajo na izumih. Mogli bi pa delati tam, kjer je tržna niša in kjer je veliko delovne sile potrebne. Pa te bomo skozi prišli. Jaz vam samo en primer povem. Tale diaronček je koštal razvoj 2 milijona mark. Dobil sem človeka, ki je imel vero, 100% vero in en tim. In smo naredili, v 2 letih smo naredili kompletno produkcijo, da se je lahko ta ronček prodal. In 2000 ljudi je delal 25 let. Ampak ta človek je rekel, potem, ko je po domač povedan, 10 novih reči v Nadlco, ki je prišla tale tehnika, digitala, je bilo čez noč vrti. Ja. In ta človek eksistira, da smo zmeraj nekaj novega pripravljenega. Tle pa noben misli, da bo do konca lahko delal pa na Havaji živo, ne, morajo razvoj delati, ki veliko štam, se tle sedi gospod Breznik, lahko on več pove, koliko šta razvoj. No, za tiste, ki ne veste, gospod Peter je izumil tudi biovirček. In kot vidite, je to tale majhna plastika in on nam je povedal, kakšna investicija. 2000 ljudi delali 25 let. Piranija, 3M, Fuji, Kodak, Aqua, Adox, vsi so to tam ronček imeli. In tudi, sem bil v Monte Carlo, sem gledal ženske, kako so prišle s taškeno pumpo, tako da se je pumpala, pa je spet odšrabala, pa spet naredila. So pa naredil tale tamal, to je 60 let star. In tole, če da bi imel kraljevsko družino od Faruk in Ilhami Paša, ja, sva naredila še tle gor, piše Florilham, Floriančič Ilhami Husari Paša, so financirali, kako je bilo to komplicirano, so prišle ženske s krokodilovo taško toliko štal. Če ne bi imel teh ljudi, ki je toliko štal, bi bil danes liftboj v Hotel de Paris. Tole je vse ostali isti, samo tale tehnika, vidite, ki se je spremenila noter, ta tehnika tle 18 delov noter, danes so samo še 3. In ni bilo treba, danes ni treba nič, da ga pomanjšati do tole, da je šel v taško. In takrat sem začel študirati, gledati, ko imajo vse ženske v taški, išejo pa to, se že naredilo taško, a ne ženske išejo vse sotrči.
sem naredil taško, ko ste leder gor potegnil, not ste pa transparentno taško, pa ste se videli, ki ima ženska. Torej, če ste opazili, kako gospod Peter funkcionira. On opazuje okrog sebe, išče priložnosti, tržne niše, je tako? Ja. In se vpraša, in pogleda, kakšne probleme imajo ljudje. In se vpraša, kako lahko jaz rešim ta problem, ta izziv, ki ga imajo ljudje. In potem toliko časa, ker gospod Peter meni malo razlagal, išče in ustraja, da to zadevo tudi reši. Morate imeti prav tim, ja, in 100% verovati. In če naredite en dober razumije, sem jih 400 prijavil, 41 jih je bilo dober. 400 jih je bilo pa za nič. In ta največ denarja sem dobil za en izum, 1,5 milijona mark sem dobil, meni se je zmešal. Loto je bil 500,000 v Nemčiji, 72 leta sem to naredil. In zdaj vam pa nekaj povem. Imel sem 7 hiš, vse sem zapravil. In če vi zapravljate, laufa, kako se pravi? Ekonomija teče. Ja, zato tisti milijonari, ki dobro zapravljajo, ekonomija teče. In zapravite tudi zato, da se navno na konc, ko umrete, sorodniki skregali. Mogoče sam to zdaj, nekaj ste razumeli ta Dija Okvirček, če sad poveste, vi ste nekaj časa iskal rešitev, kako ste jo našli? Rešitev včasih pride čist nenavadoma, ali pa je v bistvu že nas, zraven nas. Gospod Peter je namreč rešitev za ta Dija Okvirček nosil ves čas sabo v žepu. Ne, veste, to vam lahko povem, to vam lahko povem, da tale Dias, ki sem ga naredil, to je bilo tako. Jaz sem v Avstriji tudi imel eno majhno tako fabriko za špricgus mašine. In sem takrat dobil državno nagrado za ambalažo. In sem bil v časopisu, ja, in potem sem z cele Evrope pisal. In iz Gambiša je pisal, gospod, če to lahko naredim, to je bila Aufgabenstellung, kako jaz ne znam povedati to. To je mi rekel, naredite en romček, se ga bo kar nafilali in to. In jaz sem to začel razmišljati, enkrat vzamem, to še ven, čakaj, da vam bom prav pokazal. To še ven, in tle to še odprem, se pa odpre, ne? Sem rekel, tebo pa film not potisnil. In sem naredil in smo razvili in to je bilo zelo važno za konfekcioniranje, da se konfekcionirati. Se je moglo to tako narediti, da se lahko v 1 minut so mašine delale noter 180 zrezale film in 180 komadov so jih naredile.